Živijo, jaz sem Ul. Dobrodošli na Slov na Easy. Tukaj razlagam slovo na najbolj easy način. Mi bomo kar nadaljevali s snovjo, ki imamo že 4 dni. In ta je seveda podrede oziroma vrste odvisnikov. Danes smo na 5. odvisniku. Mi smo že polovico naredili. 5. odvisnik je načinovni odvisnik. Že po imenu lahko sklepamo, da govori o načinu, kako nekaj naredimo, na kakšen način. Na kakšen način, tudi ena vprašalnica. In kako je še ta druga. Jaz se tudi velikokrat vprašam, kako ali pa na kakšen način naj vam predstavim snov, da bo bila easy. No, ja, tukaj imamo pa veznike. Saj veste, kaj so vezniki, a ne? Vezniki so besede, ki pomagajo pri tem, da določimo, kjer odvisnik je, a ne? Pri tem so ne da, kakor, da, kot da in tako da. Pa še kakšen se najde, ampak te so najbolj osnovni. Zdaj pa smo prišli k primerom. Primer, ki sem ga napisal, je: vstali so, ne da bi se pogledali. Zdaj pa, vstali so je glavni stavek, ne da bi se pogledali je odvisni. Ne da sem pobarval z rdečo, ker je tale veznik. Zdaj pa, kako bi se potem vprašali? Vprašali bi se, kako so vstali. Odgovor je pa, ne da bi se pogledali. Easy, a ne? Naslednji primer je pa: ozrla se je stran, kot da bi jo bilo sram. Ozrla se je stran je glavni stavek, kot da bi jo bilo sram je pa odvisni stavek. Kot da, če bi napisal, a ne, bi seveda kot da napisal z rdečo, ker je veznik. Zdaj pa, kako se potem vprašamo, kako se je ozrla stran, odgovor je pa, kot da bi jo bilo sram. To je to. Še preden grem, vam želim lepe prvomajske praznike. Pa še ena stvar, majhna, če imate kakšne vprašanja, mi jih napišite na mail, ki ga bom dal spodaj v opis. Če bi všečkal ta video ali pa še kakšnega drugega, bi bil ful vesel. Če bi se pa naročili na YouTube kanal Slov na Easy, bi pa jaz prav s klik od sreče. No, hvala vam, ker ste si ogledali ta video in adijo.